Najprej bi rad povedal, da tudi danes ne bom bral PowerPoint prezentacij in da ne bom bral iz papirjev, iz zapiskov, ker jih kratko malo nimam. Pa tudi ne bom počel tega, kar je dober recept, če hoče človek postati dolgočasen in nezanimiv, če se torej želi čim prej znebiti poslušalcev. In to je, da bi začel monotono, skrajno nezanimivo govoriti nekaj, kar že zdavnaj poznate. Torej, nič od tega ne bom počel. Najprej bi povedal, da smo v teh razmišljanjih prišli do vsaj enega razmišljanja vrednega vpogleda, s katerim bi se rad še ukvarjal in pripeljal vse skupaj danes do neke slike, ki si jo bomo ogledali, nastala je leta 1882. Da bi to sliko komentiral. Ta slika je izvrsten prostor, namerno uporabljam ta izraz, je izvrsten prostor, v katerega moramo vstopiti. To je moja današnja ideja. Kratko malo v tak prostor, ki si ga bomo ogledali, moramo vstopiti, če mislimo resno z vsem, s čimer smo se doslej ukvarjali, oziroma s tem, dokler smo prišli. Prišli smo do, kot sem že rekel, vsaj enega izvrstnega vpogleda, ki na zelo zanimiv način povezuje nastajanje posebnih krajev, ki jih imenujemo mesta. In to, kar zastopa po eni strani vsak človek. O tem bomo še govorili, po drugi strani pa, in ta ideja ni povsem brez navezave na znamenito Freudovo spraševanje glede ženske želje, torej ta druga dimenzija je najbolje zastopana pri ženskah, ali pa, lepše rečeno, jo zastopajo ženske. Do vpogleda smo prišli z razmišljanjem o tem, kar utegneta imeti drug z drugim, oziroma med seboj, ona in on. V luči zadnjih dogodkov na Hrvaškem bi rad poudaril, da niti približno ne mislim, da družino lahko sestavljata zgolj moški in ženska ter njuni otroci. Niti približno ne mislim. To, kar se je zgodilo, je vrnitev ne samo v srednji vek, ampak v kameno dobo pri naših sosedih. In tudi ne mislim trditi, da je on vedno človek, ki mu pravimo moški in mu lahko s kakšno gensko analizo dokažemo, da je res moški in ravno tako velja za njo. Govorim pa o tem, kar bi lahko imela med seboj ona
ona in on. In letošnja tema ni, na primer, sovraštvo, ker lahko imate tudi to med seboj, temveč je ljubezen. In razmišljanje o ljubezni nas pripelje do na nek način zelo preprostega, skoraj bi rekel, trivialnega spoznanja, o katerem nameravam danes še poglobljeno razmišljati. Izkušnja, govorimo o izkušnji, je, kot rečeno, sorazmerno preprosta in vsak človek si jo lahko tako rekoč kadarkoli privošči. Z besednjakom Emanuela Levinasa bi lahko rekel, ali pa Levinasa, da gre za to, da se eno človeško bitje zazre v obličje drugega človeškega bitja. Izkušnja, ko se človek zazre v obličje drugega človeškega bitja, je zagotovo taka. V svetu, v katerem živimo, nas marsikaj nenehno prepričuje ali pa vpliva na nas tako, da se prepričujemo sami, da smo končna bitja. Da živimo v končnem svetu in da so okrog nas končne stvari. Še bolj decidirano v kapitalističnem svetu, v katerem živimo in v njem zares živimo, smo morda tudi prepričani, da ne velja samo to, kar sem ravnokar rekel, ampak velja še nekaj drugega. Namreč, da imajo zadeve, stvari, predmeti, dobrine, blago in morda še marsikaj drugega ceno. Mogoče je celo kdo prepričan, da ima vse, kar bi lahko našteli ali omenili, ceno. Ali tudi v luči aktualnih razmišljanj v tej državi, da je vsakdo podkupljiv ali da ima vsakdo svojo ceno. Morda tako razmišlja veliko ljudi ali pa tudi ne, jaz ne vem. In me tudi ne zanima. Sam sem pripravljen razmišljati o neki drugi ideji in to tudi že počnem. Namreč, da obstaja trenutek, da obstaja izkušnja, ko se človek zave, da obstaja vsaj nekaj, kar je neskončno in nima cene. In ta izkušnja je za človeško bitje osvobojajoča. V svetu, v katerem živimo, še zlasti. In trenutek, ko se človek zazre v obličje drugega človeškega bitja, je lahko tudi izkušnja, ki sem jo ravnokar opisal. Da v človeku, v drugem človeku, skozi drugega človeka zremo v neskončnost. Kar nam pove dvoje, da je drugo človeško bitje in vsakdo je drugi za vsakega drugega, pogoj te izkušnje. Torej, da se je dobro zazreti v obličje drugega človeškega bitja, ne v svojo cev, v zrcalo.
In da je hkrati s to izkušnjo navzoča še ena izkušnja. Namreč, da skozi drugega človeka ne zremo v neskončnost, temveč, da je drugi človek sam že neskončen. Ta drobna izkušnja je v resnici v svetu, v katerem živimo, revolucionarna. Danes se ljudem ponuja veliko možnosti ukvarjanja s seboj. Češ, da lahko na ta način spoznate sebe, svoj pravi jaz, ali resnični jaz, ali svojo notranjo, še neodkrito, pristno, nepokvarjeno, avtentično in ne vem kakšno še realnost in tako dalje. Zveni zanimivo, morda tudi privlačno, verjetno za marsikoga tako tudi je. Pa vendar je patetično. Kajti tako razmišljanje se niti malo ne približa v pogledu, o katerem sem govoril. Ki pravi, da človek v svoji notranjosti ne odkriva še neodkritih plasti lastne eksistence, ampak mnogo več, da se odpira sami neskončnosti. In ker je sam drugi za drugega, tudi isto velja, če drugega človeka povprašam, kako on lahko doživi mene, ker to pomeni, da mi bo odgovoril ne samo prepoznavam skrivne dimenzije tvoje duše, vidim ti globoko v notranjost ali vidim več, kot si ti sploh predstavljaš ali pa bolje poznam tebe, kot ti sam, ampak bo rekel, tudi jaz odkrivam, spoznavam ali pa zaznavam ali pa čutim, da si ti zame nekaj neskončnega. In da si, potem, ko se zazrem v tvoje obličje, na nek poseben način povezan s tem, kar imenujemo neskončnost onkraj drugega, se pravi, tega drugega človeka, v tem primeru bi bil to jaz, ki sem drugi za svojega sotrpina, s katerim se pogovarjamo. Če je torej dobro ali pa radikalno kaj zagovarjati danes, potem, učeno rečeno, je dobro in produktivno zagovarjati drugega človeka kot drugost, kot nekaj, kar me odpre sami neskončnosti, ne njegovim skritim dimenzijam duše in tako dalje, ker domneva o tem je še vedno domneva, da je drugi človek končno bitje. Da je sicer še veliko neodkritega v njem, v duševnosti, pa vendar je v zadnji instanci končno bitje. Kar bi seveda pomenilo, da če bi se dovolj dolgo časa poglabljali drug drugega, v nekem končnem času spoznali vse skrivnosti drug drugega in potem bi bilo zgodbe na nek način konec. Ostalo bi nam samo še to, da bi kaj, ponavljali isto. Do tega vpogleda, vsaj tako verjamem, smo prišli. Zdaj se bomo lotili tako rekoč istega, še z nekega drugega zornega kota. V naslovu današnjega razmišljanja sta dve besedi. In ko rečem jud, ne mislim
zgolj na prebivalca izraelske dežele ali na pripadnika judovske religije ali judovskega naroda, mislim še na nekaj drugega ali pa celo zlasti na nekaj drugega. In ko rečem prostitutka, ne mislim zgolj na ženske, ki opravljajo najstarejšo obrt, ampak mislim na nekaj, kar me še zlasti zanima. Mislim na poseben in nažalost zelo pogost, morda celo prevladujoč odnos ljudi do prostituiranja oziroma do žensk, ki jih imenujejo prostitutke. Začnimo z neko zgodbo, ki jo lahko pripovedujemo, če si poskušamo predstavljati, kaj je bilo v glavi nekega papeža, ki je leta 1555 ukazal zgraditi v Rimu geto. Geto je prostor, je urbani prostor, je del urbanega prostora. Je prostor, v katerem so želeli, skušali narediti nekaj, kar je navzoče, 500 let pozneje, tako rekoč, na vsakem koraku, v nekem posebnem smislu, morda celo bolj kot pred pol tisočletja. Kaj namreč želijo narediti, oziroma zakaj geto in seveda za koga? To drugo vprašanje je zelo preprosto, se že ve, za Jude. Zakaj ravno za Jude, oziroma zakaj bi jih radi imeli nagnetene na enem kraju, ki ga imenujemo geto? Odgovor na prvo vprašanje, zakaj Jude, ni samo zato, ker so krivi za Jezusovo smrt in tako dalje. Ta odgovor je trivialen in me sploh ne zanima. Mislim, da obstaja prepričljivejši odgovor. Vsi vemo, da je bil najverjetneje, zelo verjetno, Jezus Jud. In vemo, da se druži vsaj tisti kratek čas, tiste 3 leta, ki jih malo bolje poznamo, ker v glavnem ne vemo, kaj počne v vmesnem času, tja do svojega približno 30 leta starosti, da se torej druži z ljudmi, ki veljajo za pripadnike družbene marginalce, za pripadnike družbenega obrobja, kot se ponavadi reče, za revne ljudi, za ribiče, za dacarje in med drugim se druži tudi z ljudmi, za katere je bilo prepovedano družiti se z njimi. In to so bolniki, gobani bolniki. Bilo je prepovedano. Ljudje se niso želeli, niso smeli in bilo je prepovedano družiti se z njimi. In seveda njim je bilo prepovedano, da se družijo z drugimi ljudmi. Zato so običajno živeli v oddaljenih kolonijah, da bi tudi fizično bilo čim manj možnosti, da sploh pridejo, da se srečajo drug z drugim. Če pa so že prišli v kakšno naselje, so morali to vnaprej naznaniti in da so vsi vedeli, da pač prihajajo, da so se jim lahko
pravočasno izognili. Jezus s tem nima težav. In tako rekoč, tudi če bi ga povprašali, nima nobenega argumenta, zakaj se ne bi družil z ljudmi, s katerimi se je. Nima nobenega argumenta. Ne verjamem, če bi se zdaj pojavil tukaj, da bi sploh poskušal odgovarjati na tako idiotsko vprašanje. Zakaj se družiš z enimi ljudmi, ki veljajo za družbene marginalce, ki veljajo za manj vredne ljudi ali pa celo za nevredne ali pa drugačne v slabšalnem pomenu besed. Torej ne verjamem, da bi se s tem vprašanjem sploh hotel ukvarjati. Zakaj ne? Če dobro pomislite, človeku lahko sorazmerno hitro pride na misel kakšen argument, s katerim bi pa skušal postreči z odgovorom na vprašanje, zakaj se z določenimi ljudmi ne družiš. Človek se lahko sorazmerno hitro znajde v skušnjavi, da reče, z nekaterimi ljudmi se pa ne družim zato, ker in pač nekaj pove. Morda celo želi zelo prepričljivo podkrepiti svoje argumente. Morda celo želi narediti na koga vtis, češ da je tako čisto prav, ali pa da je tako najbolje, ali pa da drugače preprosto nikoli ni bilo in da tudi nikoli ne bo. To je možno. Pa vendar lahko razmišljamo tudi drugače. Lahko razmišljamo v luči tega, kar se nam po malem danes dogaja, po malem, bolj ali manj, vsem po vrsti. Dogaja se nam tole. Ko skušamo postati prepričani, kdo v resnici smo, ko se ukvarjamo z vprašanjem glede lastne identitete, ko poskušamo zaobjeti lastno identiteto, se nam mutatis mutandis zelo hitro prikrade tale način razmišljanja. Namreč, da bolj ko razmišljamo o sebi, o svoji identiteti, tem, kdo v resnici smo in tako dalje, prvič, manj nam je jasno, bolj negotovi postajamo in bolj ugotavljamo, da smo zelo nepopolni. Da imamo celo vrsto težav in problemov in nepopolnosti. Zato je lahko razmišljanje o sebi tudi depresivno. Kaj ti človek lahko ugotavlja ne samo, kaj je, ampak tudi, kaj vse ni in tudi nikoli ne bo. To je lahko depresivno. Ni nujno, lahko pa je. In seveda človek se v tej perspektivi vpraša, ali potem morda, to se mi zdi dobro vprašanje, ali morda ni čisto naključje, da se ljudem ponuja ogromno možnosti raznih tečajev, delavnic in predavanj in tako naprej, ki imajo bolj ali manj simptomatično enak imenovalec. Spoznali boste svojo pravo naravo, svoj resnični jaz in tako naprej. Jaz še nisem zasledil delavnice ali predavanja ali seminarja ali simpozija ali kongresa ali whatever z naslovom
vabimo vas na 3-dnevno druženje ob jezeru X, kjer ne boste spoznali svojega pravega, resničnega, skritega jaza. Ali pa, kjer boste spoznali, kaj vse niste. Ne morete biti in nikoli ne boste. Zdaj, to je lahko zabavno, če pa dobro pomislite, pa v resnici ni. Vsakdo si lahko privošči, zaradi mene, en nedeljski popoldan, ko zunaj dež pada ali pa kaj podobnega, in se vpraša, ok, pa kaj jaz v življenju resnično želim narediti iz sebe? Kaj jaz hočem? Kaj resnično hočem? In koliko časa zapravim za ves ta treš? Vse to odkrivanje skrivnih globin in pravih jazov in resničnih in tako dalje, ki me v glavnem, ne trdim, da to vedem, v glavnem mi ne pripeljejo prav daleč. Zakaj to počnem in kaj bi rad pravzaprav? Zelo preprosto razmišljanje na ravni otroka zna biti na tej točki zelo subverzivno, ko kdaj kdo reče, ok, kaj pa če bi preprosto skušal biti to, kar sem. Ogromno ljudi danes ni zadovoljnih s seboj. Svojo, kot se reče, podobo, ali je to podoba v zrcalu, ali je neka druga podoba, kakšna ideja o sebi, ali predstava o sebi in tako dalje, ne da bi znali navesti en sam dober razlog, zakaj niso zadovoljni. Kaj je njih takega, da jim večno vzbuja nezadovoljstvo? To je zame tudi zelo, zelo lahko terapevtsko vprašanje. Terapevtsko vprašanje, zdravilno vprašanje, lahko osvobodilno vprašanje. Zakaj niste zadovoljni s tem, kar ste? Če bi malo dramatiziral, bi rekel, sin, itak nas jutri ne bo več. Še malo, čas je hiter. Le, spet en leto mem, jaz sem občutek, da pred 3 tedni božič prejšnji. In to vprašanje je lahko zelo subverzivno. Kajti nenadoma se nam lahko zazdi in s tem se lahko približamo tisti izkušnji, ki sem jo opisoval čisto na začetku, ko se zazremo v obličje drugega in tako dalje. Nenadoma se nam lahko zazdi, da zapravljamo veliko časa, da bi bili nekaj, kar morda sploh ne želimo biti, kar nas v resnici sploh ne zanima, ali pa ne moremo biti, ali pa nikoli ne bomo. Zato, da bi ustregli neki imaginarni instanci, ki jo sploh ne poznamo. Zakaj se je danes treba truditi zdravo živeti? Zakaj se zdi, da je potrebna cela industrija zdravega življenja, da bi znali zdravo živeti? Zakaj se zdi, da potrebujemo armado strokovnjakov, da nam pove, da en kruh je zdrav, in ta drug pa ni? In smo pripravljeni porabiti ogromno časa za neskončno razpravljanje, ali morda un ta prv je zdrav, ali pa se sam zdi, da je. Ali nas pa to hoče nategniti, ker je zadaj industrija, ki nam hoče pač prodati tista jajca. In tudi to je lahko izkušnja
ki kakšnega človeka utegne močno spremeniti. Mene ne zanima zdaj, na kakšen način, trdim samo, da ga utegne, da bi ga lahko močno spremenil. In če se vrnemo nazaj k Jezusu, ki je bil Jud, in k Judom, za katere že omenjeni papež namerava zgraditi geto, da bi zbral vse prebivalce Rima, ki so Judje, na enem mestu, na enem kraju, da bi jih, kot se reče v žargonu, segregiral, da bi jih ločil od drugih ljudi, da bi bili seveda prepoznavni. Mislim, da morajo Judje v Benetkah nositi rumeno znamenje, vidno znamenje v svojem telesu tam okrog od leta 1300, vse ni važno, torej koncu 14. stoletja. In tudi prostitutke morajo nositi rumene šale. Rumene šale pa morajo nositi rumene neke značke, vse ni važno. Torej, da bi jih jasno ločili od drugih in ob tem se postavi zopet zelo elementarno vprašanje, čemu oziroma zakaj. Kajti, če hočete jasno razločiti ljudi med seboj, potem morate izhajati iz predpostavke, da so končna bitja. Ker drugače jih ne morete v končnem času opisati z množico lastnosti, zmožnosti, sposobnosti, atributa in tako naprej, da bi jih ločili seveda od druge skupine ljudi, ki ravno tako morajo biti končna bitja s končnim naborom lastnosti, sposobnosti, zmožnosti, atributa in tako dalje. Kajti, če tega ne domnevate, če tega ne predpostavite, če izhajate iz izkušnje, ki sem jo že opisal, potem tega kratko malo ne morete narediti. Ker se vam vsaka lastnost, ki jo lahko pripišete enemu človeku, že čez nekaj časa sesuje, kajti ugotovite, če ste približno pošteni, da imajo drugi ljudje tudi. V enaki meri, v večji meri, v taki obliki, v onaki obliki in tako dalje, in se vam začne vse skupaj podirati. Se pravi, če hočete zgraditi ta geto in narediti to, potem bomo videli kaj, potem morate izhajati iz domneve, da so ljudje končna bitja, ki živijo v končnem svetu in da so opisljiva s končnim naborom znakov. Jasno, da se ob tem tudi mora zastaviti vprašanje, kdo bo to naredil. Katero je tisto končno število znakov, s katerimi opišemo neko končno bitje? Koliko lastnosti zajema ta opis? 5, 10, 5000, 1 milijon? Koliko? Tudi če jih je končno, se seveda to vprašanje nujno zastavi. Seveda lahko zadevo še poenostavimo in tukaj je že jedro tega, kar piše v naslovu današnjega razmišljanja. Namreč, vi lahko preprosto določite z eno samo potezo in rečete, Jud je tisti, ki se na primer razglaša za Juda. Je konc. Ali pa prostitutka je pač tista ženska, ki pravi, da je prostitutka. Pika. Ali pa za katero drugi pravijo, da je prostitutka. Ali pa kaj podobnega. Zdaj, problem, ta dva problema, ki jo omenjam, lahko elegantno rešite z eno potezo, oziroma zadevo lahko še bolj skrčimo in rečemo, saj se niti ni treba spraševati, kdo je kdo, kajti itak se že od nekdaj ve, kdo je kdo. To so pa že zelo nevarne zadeve, kajti ta minimalni mentalni napor, ki je potreben za to, da določite identiteto nekega človeka, je lahko za ljudi zelo privlačen. In lahko rečejo en znak, ja, seveda, itak vsi že vemo. Zakaj bi zdaj izgubljali čas in razpravljali o tem, kdo je kdo? In iz zgodovine seveda vemo, kakšne posledice se lahko pripetijo. Zadeva ima, kot rečeno, še nadaljevanje.
če majčkeno pobrskamo po kakšnih gradivih ali pa če majčkeno pomislimo, smo gotovo že slišali, da Jud ni samo pripadnik, kot sem že rekel, izraelske države, takrat še ni bilo, ali judovskega naroda, ali pa če zapišemo besedo z malo vernik, ki se pač ima za Juda, temveč se tej besedi takoj prilepi še kar nekaj atributov, kar nekaj. Čudno govorijo, živijo v zelo nehigieničnih razmerah, morda tudi smrdijo, pa morda bi se še kaj takega našlo, kar je pri roki, kar je takoj pri roki. Na podlagi takega majhnega nabora znakov ljudje z lahkoto rečejo, ja, si to je že od nekdaj tako, in seveda potem znajo biti tudi zelo pametni in rečejo, naprimer to se danes zelo hitro lahko zgodi, se ni čuden, da so taki, ker imajo naprimer gene za take lastnosti. In seveda, ko ima pa nekdo gene za take lastnosti, je pa zgodbo lahko že zelo hitro konec, kajti z geni pa se ni zašpilati in zelo težko jih zamenjate. Da, se je sicer do določene mere, ampak v glavnem zagotovo je to drago in težko zavrdi. In je zgodbe lahko zelo hitro konec. Torej, itak vsi vemo, ali pa vsaj približno, ali pa večina, ali pa kaj jaz vem, zakaj gre. Zdaj, zgodba ima še zelo zanimivo nadaljevanje. Papež namreč ima dober razlog, vsaj iz njegovega zornega kota je dober, da poskuša segregirati Jude v getu, ki ga ukaže zgraditi. In to je. Njegova ideja ni samo, da bi tako lažje nadzoroval ljudi, ker če so vsi na enem mestu, jih je seveda sorazmerno lahko nadzorovati. Gotovo jih je lažje nadzorovati, kot pa so razpršeni po vsem svetu. Torej, ne samo to, ampak še nekaj drugega. Tle, zadej postane zanimive zato, ker vprašanje, kako bi to danes papež, na primer, argumentiral, če bi prišlo do česa podobnega. Takrat, ko še ni bilo genetike, se je dalo sorazmerno enostavno reči, ne samo, da jih bomo lažje nadzorovali, ampak jih bomo tudi spremenili. Iz Judov bomo naredili dobre kristjane. Zato jih je dobro imeti na enem mestu, da bo, na primer, en pastir, eno čredo spremenil za čim manjšimi stroški, na primer, v neko drugo čredo, ki se bo potem imenovala, na primer, kristjani. In seveda, zgodbo lahko ponovimo. Kako veste, kdaj se je en človek že dovolj spremenil, da ni več Jud, ampak je kristjan. Zenon bi se recimo lahko postavil tako vprašanje, ampak bi ga nam, ne? Kako vemo? Kdaj? Ne? In seveda spet bi lahko zadevo poenostavili in bi rekli z eno samo potezo, ko bo ta človek, ki ga zdaj spreminjamo iz Juda v kristjana, rekel, tako, zdaj se pa počutim, kot da sem kristjan, bom rekel, evo, problem je rešen, oziroma opravili smo svoje. Ne? Težava je samo s tistimi, ki bi trdovratno ustrajali, da še niso, ne? Da še malo manjka, pa da ne govorimo še kakšnih hujših primerih, lahko bi kdo tudi rekel, jaz pa nočem, da me spremenite, ne? Ali pa mene pa ne more, ali pa jaz sem pa upiral do konca, ampak je podobno. Ne? Za tiste je potem včasih bila pri roki, naprimer, kakšna grmada ali pa kaj drugega, kakšno vrelo olje, so se pač pomagali, ne, na ta način. Ampak nič od tega ne more rešiti problema, ki sem ga artikuliral na začetku. Nič od tega ne more rešiti problema. Namreč vsi ti poskusi nujno pomenijo, kot sem že rekel, domnevo, da smo ljudje končna bitja in da se lahko spreminjamo samo znotraj končnih koordinat, tako da imamo pač enkrat eno identiteto, drug dan ali pa čez en teden ali pa čez en mesec recimo, pa drugačno. Zdaj, če mene vprašate, se danes dogaja natanko isto. Natanko do pike isto. Samo da
nas ne segregirajo v kakšen geto, ampak nam dovolijo, da se svobodno, celo več, ne samo da nam dovolijo, da se svobodno prehajamo in se pretakamo skupaj s kapitalom in ne vem še s čim, ne? Ampak se zdi, da bi se celo morali. Zdi se, najbrž nihče ne bo glih rekel, da se moramo, zdi pa se, kot da bi bilo to dobro. Ne? Zakaj pa ti kar skozi vse življenje v Ljubljani, ne bi ti malo še se pretakal, ne? Recimo svobodno lahko iščeš službo, ne vem, kjerkoli v Evropski uniji in tako dalje, pa se izobražuješ, malo tja, pa malo potem drugam. Potem nam daje za vzor, kaj se Američani, ki se v življenju preseli, jaz ne vem kolikrat, 15krat ali kolikrat že, ne? In se človek vpraša, ok, spet, kot da je kaj s tem narobe. Meni pa ni zamenjati službo danes in iskati v Stockholmu. Zakaj bi pa to počel? Ali obstaja kakšen dober razlog za pretakanje ljudi, brez meja, živimo v svetu in tako naprej? Mislim, da v zadnji instanci sploh ne obstaja. V resnici gre samo za to, da se ljudi pripopa kapital. Kapital je tisti, ki se mora širiti in krožiti in rolati in skratka, da ga bo vedno več. Ne ljudje, tudi slučajno. Ne. Ljudi se samo da na isti vlak, ne. Vozite se okrog. Vprašanje torej ostaja, kako danes vemo, katera je tista distinktivna značilnost, na podlagi katere lahko rečemo, včeraj še nisem živel zdravo, danes pa živim. Kako to vemo? Ali spet zadošča, in to se dogaja nenehno, da rečemo analogno, kot bi Jud, ki ga skušajo spremeniti v kristjana, rekel tako, stop, nehite, zdaj se pa jaz kristjani, rekel, fino, da danes rečemo, se je že živim zdravo. Torej, se ne rabim več ukvarjati z zdravim načinom življenja, ker že živim. Ta zelo preprosta izkušnja je lahko danes zelo subverzivna. Zakaj? Zato, ker z njo lahko v kratkem času blokirate pol industrije zdravja. Rečete, sorry, ne rabite nam več dostavljati, ne vem, idej zdravega življenja in vsega, kar sodi zraven, ker mi že živimo tako. Torej, očitno je, da tega ne smemo reči. Da se moramo pretvarjati, kot da še ne živimo dovolj zdravo. Zakaj? Zato, da industrija zdravja še naprej deluje in se poganja in raste in tako kot bo z našim gospodarstvom, ki bo glika začel rasti, še, ne vem, 4 dni ali bo ki še pol bo vse sam še raslo. Tako da sam lahko še bodimo radostni in srečni in zadovoljni. Pa bo itak vse raslo in seveda mi s tem, ne, ker bo raslo, mi bomo rasli pa zraven. Zakaj? Zato, ker je treba, ker gre za nek imperativ za Boga, ki ga pač ubogali, bolj ali manj. Zdaj, če gremo spet nazaj k tej zadevi, ki jo poskuša realizirati v praksi papež, mislim, da je bil, ne vem kateri četrti, vse ni važno, neki na to. Jasno, da mu ni uspelo. Zakaj mu ni uspelo? Zato, ker mu ne more, ne? Ker po svoji izhodišču je ta projekt obsojen na nekaj nemogoče. Kaj ti? Gre za segregiranje. Segregiranje, dajmo določeno število ljudi spraviti v končen kraj. Postavimo ograjo, okrog in rečemo tako. Na tem kraju X živijo ljudje Y. In potem z njimi lahko nekaj počnete in tako dalje. Podobno se danes dogaja, kjer hočete. Kjerkoli, recimo. Če je to sploh smiselno, pa ni, ampak to kaže pa na norost našega vsakdanjega življenja. Namreč, recimo, da skušate definirati, jaz delam pač z ljudmi, ki se zelo radi imenujejo invalidi. Recimo, da skušate definirati, kdo je invalid. Kdo je in kdo ni. Kaj se vam mora zgoditi, da ste in
kdaj niste, ali pa kdaj niste več, ali pa kdaj še niste. In tako naprej. Zgodba isto litko nora, kot naprej. Gre za končnostjo in vsemi temi paradoksi, ki so s tem povezani. Namreč, spet imamo upraviti z zelo enostavno zadevo in vedno vidimo, kako težijo stvari k tem minimalnemu mentalnemu naporu. Kako veste, da ste invalid? Greste k neki komisiji, ki vam prepopa en papir gor in reče tako. Od tega trenutka naprej si. Začnejo, jaz sem. In imam zgleda pravice in države lahko nekaj zahtevam in se svilim drugim. Lahko karkoli pač počnem s tem. To je stvar mene samega. Ampak zopet gre za en minimalni napor. Kako ljudje definiramo lastno identiteto ali pa identiteto drugih ljudi. Torej, z minimalnim naporom. Itak vemo, kdo je kdo. Jaz itak, da vem, kdo sem. No, te vi meni govorili, kdo sem jaz. Pa ja vedel, kdo sem. In tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Pa vendar nič od tega ni res. Seveda ima to vlogo in tudi funkcijo v imaginarnih svetovih, v ideoloških svetovih, v svetovih, kjer vladajo razmerja neenakosti in segregiranja in izoliranja in izključevanja in tako dalje. Seveda ima to svojo vlogo. Vsakomur, ki zastopa katerega od teh principov, se zdi to najbolj normalna stvar na tem svetu. Svet je treba urediti, treba ga je določiti, treba je povedati, kakšno identiteto kdo ima, kakšne nima. To so ravno kar Hrvati naredili. Točno se ve od zdaj naprej, ker tako v Ustavi piše, kaj je družina. Noben problem. Nič več ne treba razpravljati, nobenega simpozija več ne rabimo. Date skupaj moškega, ki trdi, da je moški, recimo, da mu verjamete, date skupaj žensko, ki je že na pogled ženska, ok, prepopate zraven dva otroka, družina. Nobenega problema. In seveda tudi nobenega problema ni, če prideta pred matičarja en transvestit pa ena lezbika, tudi nobenega problema. Vidva ne morata biti družina, lahko karkoli, družina pač ne. Ker v Ustavi piše bla, 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 bla. Skratka, hočem poudariti neko vprašanje. Rad bi izpostavil vprašanje. Kaj se nam dogaja? Da smo pripravljeni vedno znova pristopiti k problemom, k zadevam, ki bi jih lahko imeli med sabo, ki jih imamo med sabo in tako dalje, na tako preproste načine. Da se neka skupina ljudi preprosto odide na določen kraj, vrže eno skrinjico in cegelc in ven pride definicija družine. Serija, množica znanstvenikov, teoretikov, ljudi razpravlja, razmišlja, kakor hočete časa. Obstaja x tipov družin, ki so jih pogruntali ljudje v svoji zgodovini v 10 000 letih. Ampak vse to je mogoče zreducirati preprosto na en cegelc, kjer napišeš družina je to. In če nas je dovolj, tako je. Hkrati pa celo govoriti o razsvetljenstvu, o tem, da gremo, ne vem kam že, nekam v Evropo, ne vem kam že gremo. Skratka. To je eno vprašanje. Zdaj se lotimo, jaz moram uro gledati. Okay. Zdaj smo pa lotimo še drugega vprašanja, glede tega, kar je morda, pravim, samo pravim, še bolj produktivno vprašanje. Namreč, kdo je prostitutka? In zakaj se zopet zdi, kot da vemo, kdo je? In zadevo bomo pripeljali do ene sijajne ideje, res sijajne. Ta ideja mi je neverjetno všeč in je dobra in je produktivna, resnično. Ena najbolj produktivnih idej, s katerimi sem se kdaj srečal. Idejo je izvrstno razvil en drobni knjižici, zelo drobni, majhni knjižici, vsega skupaj ne, če ima 50 strani. Majhnega formata, ameriški sociolog Richard Sennett. Richard Sennett je ponudil eno razlago, oziroma, ne bom rekel razlago, to je preveč pretenciozen izraz, ponudil je neko idejo, ki se mu je porodila ob gledanju ene slike.
ki se jo bomo tudi mi zdaj ogledali. Ta slika je zadnja slika, ki jo je naslikal francoski slikar Edouard Manet. Leta 1882, eno leto pred smrtjo, umrl je aprila leta 1883. Ta slika je bila predmet seveda številnih interpretacij, razlag in kontrovers in komentarjev, kolikor hočete jih je. In ne po naključju. Ne po naključju, ker je fenomenalna. Slika je izvrstna. Pustimo zgodbo, kako je sploh do nje prišlo. Zgodba je zelo zanimiva, ker Manet je skušal, je želel naslikati nekaj drugega. Pač ni prišlo do realizacije, zato je naslikal tole sliko. Njegova zadnja slika. Ta slika naj bi, to je zelo preprosta ideja, ki bi morala biti takoj razvidna, naj bi predstavljala trenutek, v katerem se bomo ravno kar čez nekaj dni, ali pa morda smo že tam, znašli tudi mi. Pravi, trenutek v življenju ljudi, kot je na primer novo leto, praznovanje novega leta, približevanje novemu letu. To pomeni, da se ljudje prepuščamo veselju, radosti, obdarujemo se, radi se imamo in tako dalje in tako dalje. Kar je fajn, kar je zelo dobro, kar je super. Ljudje uživajo, no in tukaj vidimo torej v ospredju mlado damo, za katero že moramo reči, da morda zre naravnost v nas, ampak zagotovo pa lahko rečemo še nekaj drugega. Da sicer tile gumbi so natanko na sredini slike, jo delijo natanko na sredino, po sredini, da ta dama na nek način zre ali topo predse, sploh ne v nas, ali pa skozi nas. Ne moramo natančno in enoznačno reči. Zagotovo pa lahko rečemo, da je, ko se postavimo pred sliko, točno pred nami. To zagotovo lahko rečem. Ok? Nadaljevanje je pa ubijalsko. Manet namreč postavi to damo pred zrcalo. Za njo je zrcalo. In mi seveda vidimo zrcalno podobo. Gledamo torej to damo, ampak gledamo tudi v zrcalo. In vidimo tukaj zadaj, oziroma ni ravno tako, ker slika daje, to je bolj vtis, da je brez globine. Da je brez globine. Ampak z lahkoto si mislimo, da je to njen odsev v zrcalu. S hrbtom, torej vidimo jo v hrbet, seveda. To je odsev v zrcalu. Zadeva je že nekoliko čudna, kajti ta odsev v zrcalu pomeni, da bi se mi morali malo prestaviti nekam drugam. Ne več tako, da smo točno pred njo, ker če bi točno pred njo, je njen odsev zadaj, ga ne vidimo. Se pravi, bi morali gledati takole. Od strani.
da vidimo njen odsev na naši, torej desni strani, na skrajnem robu slike. In tukaj zadaj vidimo ljudi, ki se pač pripravljajo na dogodek, so radostni, veseli, vse skupaj v nekem baru in ona je tukaj tudi pripravljena, da nam postreže, recimo, če bi si pač kaj zaželeli. Zdaj je pa pomembno tole. Prva beseda, ki je za nas pomembna, je bila že uporabljena. Namreč, Manet ni naiven. Učitelji so mu sicer vse mogoče, ampak niso bili ravno prepričljivi. Če torej pogledamo iz te strani, zdaj imamo tudi občutek, vse to, ga imamo vedno, če hodimo ob sliki, imamo vedno občutek, da kamorkoli gremo, gleda v nas. Imamo podoben občutek, zdaj je pa lepota zadeve, je pa namreč tale. Če smo mi pred njo, kje je potem naš odsev v zrcalu? In seveda, kdo je tale gospod? Gospod je vedno enak. Kaj dobimo, če se postavi pred to zrcalo? Kdorkoli, pravzaprav ta gospod, največ to sploh nikoli ne obstaja, to ne obstaja zdaj. Kdo smo potem mi? Seveda bi bilo zelo priročno reči, in to so tudi rekli, da je imel Manet težave s perspektivo, da je malo tole, mogoče je bil že, on je imel sifilis med drugim, je bil že bolan in biti mu malo, lahko bi, ne? In kakšni vulgarni interpreti so mu učitali, torej marsikaj, tudi to. Pa ni, nič od tega ne drži. Manet je točno vedel, kaj slika in zakaj. Zdaj še dve zadevi povejmo, preden preidemo k ključni ideji. Verjetno se boste strinjali, da je mlada dama na sliki vse prej kot radostna in vesela. Če je to novoletni večer ali silvestrovo, se zdi, da nekako ne sodi na ta kraj radosti, veselja, pričakovanja, pijače, druženja in vsega drugega. Vtis je gotovo, da je zelo ali zelo zamišljena, pa gotovo, da je tudi na njenem obrazu žalost. Zakaj? Kakšno nasprotje med njenim izrazom na obrazu in radostjo vseh drugih v tem baru, v tem prostoru. To je ena zadeva. Druga zadeva, če bi si natančno pogledali izraz tega moža, ki očitno zre natanko v njo, zanjo smo pa že rekli, da ali zre v nas, ali skozi nas, ali pa predse. Če se postavimo torej, na mesto tistega, ki to sliko gleda, moramo imeti tudi občutek, da je tisti mož s klobukom in brki na onem skrajnem koncu slike, na tem kraju, kjer stojimo mi, da bi videli sliko v tej perspektivi, ker drugače nima nobenega smisla. Ker če stojimo pred njo in je zadnje zrcalo, ne more biti slika tukaj zrcalna. To je, preprosto neumno. To ni, da je imel težave s perspektivo. To je kratko malo nekaj, kar je nemogoče, kar je nesmiselno. Zakaj bi Manet narisal kaj takega na sliko? In seveda ta njegov izraz, moški, zre, ženski, naravnost oči.
Zakaj? To je kraj zabave, veselja, radosti, druženja, zaradi mene flirtanja, ljubezenskih zvez. To se dogaja med ljudmi. Nič novega. Ali Manet tega ne pove? Lahko se vprašam. Ali je žalostni izraz na obrazu te mlade dame morda povezan s kakšno njeno skrivno razsežnostjo, s kakšnim njenim skrivnim jazom, ki ga ne poznamo, ali pa resničnim jazom, ki se ne vidi in vzven vidimo mlado, urejeno damo, ki stoji za pultom in čaka, da nas pogosti, naprimer, če bi to hoteli. Kaj, če je njena skrivna temna plat ta, da je, naprimer, prostitutka? Ne vemo. Zakaj jo mož gleda naravnost v oči? Kaj hoče od nje? Saj ni videti, da bi kaj naročal. Ali kaj hoče od nje? Oziroma, tukaj se zastavi vprašanje, s katerim se danes ukvarjamo. Ali je drugo človeško bitje končno? Naprimer, samo naprimer, ona je zadolžena za bar, mogoče danes ni najbolje razpoložena, morda je to njena služba, tukaj pač mora biti in poskuša opraviti svoj posel približno tako, kot je treba. In gospod gleda v njo, se pravzaprav ne vemo, kdo je. Gleda v njo, Manet je ujel ta trenutek, ma ta slika bi bila banalna. Če bi bilo tako, bi bilo to banalno. Zakaj bi naslikal tako sliko z eno čemerno mladenko, z enim možakarjem, ki zre njen izraz in zrcalom za njo? Zakaj bi to naredil? To je Manet gotovo ni naredil tega. Naredil nekaj drugega. In v tem smislu bi rad zagovarjal idejo, ki jo ponudi Richard Sennett. Zelo dobra je. Je tudi zelo prepričljiva. Rekel sem že, da če hočemo videti sliko iz perspektive, ki nam jo ponuja Manet, se moramo postaviti sami. Kar pomeni, da smo mi tisti človek, ki zre mladenki naravnost v obraz. Mi smo tisti človek tam. Kaj pa to pomeni? Naredimo vzporednico. Ta je eksistencialna in je pomembna za vsakega človeka. Ko se zazremo v zrcalo, želimo videti kaj? Sami sebe. Gotovo, če bi videli v zrcalu koga drugega, bi nas kap. Kako zdaj, čakaj? Nekaj je narobe. To bi bil spontano. Gotovo, mislim. In mar si koga bi res kap. To grozljivke uporabljajo. Ne? Ta princip uporabljajo grozljivke. Ne vse, ampak veliko krat. Pogledaš v zrcalo in vidiš čisto nekaj drugega. Pa pogledaš vidiš za sabo nekaj, pogledaš tja pa ni ničesar. Tako dalje. Ampak psihologija tega pogleda je mnogo več kot preprosta crkljivka. Je mnogo več. Ko se pogledamo v zrcalo, ne samo, da hočemo videti sami sebe, hočemo videti še nekaj drugega, ker smo želečem pitja. Hočemo videti nekaj, s čimer bomo vsaj približno zadovoljni. Kar nas bo pomirilo, še zmeraj si v redu, dober si. Torej, taka želja je upravičena, je smiselna, je na mestu. Pa vendar ima tudi daljnosežne posledice. O tem danes ves čas govorim. Če ljudje nismo končna bitja, koga potem vidimo v zrcalu? Lahko spet rečemo tisto, kar želimo videti. Morda pa tisto, kar želimo videti,
ni to, kar zares je. In še tudi na tej ravni bi lahko konc zgodbe. Bi rekel, kaj to mene briga? Jaz pač želim videti to, kar želim videti konc. In če čez nekaj dni ne bom, ali pa mesec, ali pa let ne bom imeti zadovoljno svojo podobo, si jo bom dal popraviti, naprimer, spremeniti, bom pa spet zadovoljen. Hopefully. Če bom dovolj denarja zaslužil, da bom plačal kirurgu in tako dalje. To so elementi sodobnih, običajnih fantazem številnih ljudi. To že moramo priznati. Ampak tak način vodi v neskončni regres. Tudi ona druga podoba se bo čez nekaj časa, slika Doriana Graya, da skrajša. Torej sem lahko samo večno nezadovoljen. To, kar na videz vodi k sreči in zadovoljstvu. Vas bomo uredili, dizajnirali vaš pravi, resnični, notranji self, jaz tak kot je, in ga bomo potem sproti vzdrževali, ne? Pridite nazaj, ko se bo kaj pokvaril, ko bo koža spet šla dol, pa ko bo tle nek podbradek, bomo popravili problem, veš, z lahkoto, ne? Torej, to je velika iluzija, ki smo jo, nažalost, pripravljeni kupiti. Njega bi se vprašali, za kateri pogled bo ta podoba. Ali je to res naš najbolj avtentični pogled? In jaz trdim, da ni. Da naš najbolj avtentični pogled sploh ni, da vidimo v zrcalu sami sebe in to, kar želimo videti in tako naprej. Trdim, da je naš najbolj avtentični, najbolj pristni pogled na podobo v zrcalu nekaj drugega. In zdaj bi še porabil nekaj časa za komentar k temu, kar napovedujem, torej k interpretaciji, ki jo ponudi. Ne, to ni interpretacija, to je ideja. To je preblisk, bi skoraj rekel, ki ga ponudi Richard Sennett. In s to idejo lahko prestavim celotno razmišljanje o tem, kdo je drugačen, kdo je na naši strani, kdo je na uni strani, kdo je ta prav, kdo ni ta prav, kdo je prostitutka, kdo je kdo je moški, kdo je ženska in tako naprej. Popolnoma drugam. Celotno razmišljanje prestavim popolnoma drugam. In trdim, da je ta ideja ne samo radikalna in revolucionarna, ampak da je tudi za sleherno človeško bitje dobra in koristna že na ravni vsakdanjega mentalnega zdravja. To v resnici mislim, za katero idejo gre. Zvenela bo zelo preprosto in tudi je. To pa ne pomeni, da je banalna. Ko zrem v mlado damo in vidim zrcalni odsev, njo seveda vidim v hrbet, sebe jasno vidim v obraz. In v glavnem je dejansko tukaj poleg tega klobuka samo obraz. Manje se sploh ne ukvarja, to je samo en zmazek. Klobuk in obraz. Ko se torej zazrem v zrcalu vidim nekoga drugega. Ne vidim samega sebe. Zdaj se kdo bo rekel, Rutarju se je zmešal, ker pravi, da moraš v zrcalu videti nekoga drugega, kar je seveda dober korak k temu, da te odpelje v polje. Ker če v špeglu ne vidiš samega sebe, ampak enega drugega, si že na pol poti tam do studenca. In seveda, zato je tudi ideja o egalitarnosti ljudi in o moči ljubezni, ki jo imata lahko on in ona med seboj, tako videti, slišati čudaška in nemogoča in utopična in nerealna. Ker nas zdravi razum nenehno prepričuje vse to, kar smo govorili prej. Vse pogledaš v špeglo, moraš videti to, kar si želiš, ali pa vsaj to, da boš zadovoljen in bla, 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 bla. In nam težko pride na misel ideja, ki jo je vredno premisliti. Kaj pa, če smo ljudje neskončna bitja
in zastopamo samo neskončnost. In posledično ne moremo videti strogo vzeto v zrcalu sebe. Zato, ker ne moremo določiti, kdo ta sebe sploh je. Ker se nam izmika. Bolj radikalna ideja od te je pa nadaljevanje. Namreč, o tem smo tudi že govorili, ko zrem v obličje drugega kot neskončnega, se mi odpre še eno polje. To je polje neskončnega, velikega drugega, kot ga imenujemo v psihoanalizi. Lahko mu rečete tudi Bog, meni je vseeno. Ponudi se mi izkušnja. To so jim prične zadeve, to niso nebuloze. Da smo ljudje, ko smo zavezani, in smo, vedno znova smo, ker moramo živeti vsak sam. Ko smo torej zavezani drug drugemu, smo ipso facto zavezani neskončnosti. Ljubezen je drugo ime za to. Ljubezen je drugo ime za zavezanost enega človeškega bitja drugemu človeškemu bitju in prek njega sami neskončnosti. In veste, kaj je prva in najbolj preprosta, empirična, vsakdanja posledica take izkušnje? Da se nehamo zajebavati v glavo. Kakšen kdo je, kakšen bi kdo moral biti, ti nisi tak, kot je želim, ja ti pa nisi tak, kot bi jaz rad, in tako naprej. To je prva empirična posledica. Da znamo, ne tolerirati drugega, mislimo si pa svoje, ne, ker bedak počne to, kar jaz, ne, sem pa toliko pameten. Ne, nekaj drugega. Da šele zdaj zares začnemo spoštovati drugo človeško bitje. In šele zdaj počasi intuitivno odkrivamo vse možne razsežnosti drugega kot neskončnega. Naše življenje je prekratko, tudi če bomo 100 let skrb živeli, je prekratko, da bi raziskali drugega kot neskončnega. Ne, odkril sem vse tvoje globine, že zdavnaj vem, sem pogledal v zrcalo, stekleno kroglo, horoskop sem prebral, jasnovidka mi je povedala. Zame je to vse skupaj izraz nespoštovanja do drugega človeškega bitja. Da grem jaz spraševati enega človeka in mu plačevati za to, da mi pove, ravno kar sem spoznal mladenko mojega življenja, ona je devica, jaz sem pa rak, a bo mi šla skupaj, kaj vi pravite, kaj kažejo karte? Meni gre na bruhanje. Na kaj je mogoče? Pa ne mislim samo na današnjem svetu, vedno je bilo bolj ali manj tako, skrčiti človeška bitja in vse to, kar bi lahko imela med seboj. Vso to neskončnost, ki jo lahko imamo med seboj, skrčimo na 3 banalne, idiotske stavke, za katere še plačamo. Aha, koliko je že račun? 80 evrov. Koliko? Ja, toliko je tarifa. Za tele 3 stavke. Ja, ampak za tem je velika modrost, boste že videli. Prosim, kada nas dam da 5 štet? Se jaz dam tudi razmišljati. Oziroma, v tem smislu, te izkušnje, o kateri danes govorim, pravzaprav sploh nekaj treba dosti razmišljati. Zato ves čas poudarjam to besedo. Gre za izkušnjo. To niso abstraktna jajca. To je konkretna izkušnja, ki me presune, ki me v nekem smislu sesuje. A ja, pol pa življenje ni tako zelo preprosto in to, kar bi midva lahko imela med sabo, kot je tole, pa ono, pa to, pa jaz bom tebe zadovoljil, ti už mene, pa bo oba srečna. A ja, bolj kompleksno je. Ja, dobro jutro. To je šele začetek možnih odnosov, ki jih imamo ljudi. Ampak še nekaj je ob tem treba pripomniti. Zato jaz ne rabim ne jasnovidcev, ne papeža, ne znanstvenikov, pravzaprav nikoga. Potrebujem samo drugo človeško bitje.
ki se mu zazrem v obraz. In izkusim vse to, o čemer smo govorili. In ta izkušnja je zame prepričljiva, tako kot zna biti izkušnja prepričljiva. Vsekajte s kladivom po roki in boste videli, kaj to pomeni, da je izkušnja prepričljiva. Ni treba pa nič razpravljati, a sem se jaz udaril, a se nisem, a se to meni sam zdi, a je ta uteklina ta prava, da mi je kakšen demon začaral. To imamo, to zmožnost, da rečemo mater, ta izkušnja pa trga gate. In to pomeni, da je prepričljiva. Imamo še malo cajta. Danes smo torej spregovorili o neki izkušnji in še en kratek komentar je potreben. Zakaj sem rekel na začetku, da je Freudovo spraševanje o naravi želje, torej ženske, v tem trenutku mislim prav na to konkretno vprašanje, ki je Freuda zanimalo, daleč od tega, da bi bil Freud šovinist, ki ni razumel ženski in imel to blesavo vprašanje vse življenje, češ moški nikoli ne moramo dojeti ženske in tako naprej, ženske za oči. Če je človek neskončnost za drugega človeka, je meni čisto vse eno, a se imenuje moški, ali je ženska, ali je transseksualc, ali je lezbika, ali je gej, ali kva je. To me sploh ne zanima. To me ne zanima. Zato Freudovo vprašanje ni vprašanje, kaj empirične ženske želijo, da jih bomo mi moški sploh daj lahko dojeli, ker so tako kompleksne, imajo čisto drugačne gene in sploh njihovi možgani so drugačni in te zadeve. Ne. Freuda zanima nekaj drugega. Zanima ga to, kar je vezano na izkušnjo drugega. Namreč Freud ve in vsakdo od nas ve, da odnos do drugega človeškega bitja, ne mislim zdaj, da čisto vsakega, ne, govorimo na bližnjika, na človeka, s katerim živimo, zlasti na človeka, za katerega pravimo, da ga imamo radi, da je ta izkušnja povezana z neko strastjo. Ko rečemo drugemu človeku, da ga imamo radi, ne rečemo tega tako, kot če preberemo vremensko napoved. Ti, draga moja, danes bi pa jaz malo rekel, jutri bo 5 stopinj, pa oblačno, rad te imam. Tega ne rečemo tako, če pa rečemo, Bog pomagi. Freud torej ve, da je zadaj strast. Strast je tista, ki nas pelje k drugemu človeku. Zdaj, če je drugi človek neskončnost, kot skušam dokazati, potem je človekova želja, strast do neskončnega. Ne pa, ne vem, strast do tega seksualnega zadovoljstva, ki mi ga lahko nudi samo ta tip ženske, ker vidva se ujamava ali pa ne vem, nasprotja se privlačijo ali pa kaj podobnega. Ne govorim o tem. In strast je tista, zaradi katere ne bi smeli imeti problemov, ko si na primer dve empirični ženski rečete, da se imata radi. Ali pa dva moška, da se imata rada, ali pa zaradi mene 5000. Govorimo o nečem, kar je najbolj pristno človeško. To, kar nas v temelju dela ljudi, strast do drugega kot neskončnega. Se pravi, strast, ki na nek način, v nekem smislu, vse ne sega zgolj do drugega. Zato bova nekaj počela skupaj, se mava rada, bo to in ono naredila. Ja, vse sega tudi onkraj. In seveda tudi jaz sem drugi za drugega, tudi strast drugega do mene, vsega seveda do mene, ampak tudi onkraj mene. Kar pomeni, da se s to strastjo, ljubeznijo, obema odpira nekaj neskončnega. V tej perspektivi je absolutno absurdno govoriti, da je na primer ljubezen to, da drugemu zadovoljuješ potrebe ali pa želje. Če me imaš rad, boš to naredil. To nima z ljubeznijo nobene zveze. To ima zveze z ubogljivostjo, s podredljivostjo, s konformizmom, z nekaterimi stereotipi. Ja, z ljubeznijo pač ne.
ker po definiciji sega onkraj. Zdaj, zakaj torej Freud postavlja vedno znova to vprašanje na stran torej ženske? Kaj zastopa ženska? Mi smo se že ukvarjali z idejo, ki nas je pripeljala na prag razmišljanja, kaj zastopa. Ne gre samo za to, da zastopa v empiričnem svetu, vsakdanjem empiričnem svetu nekaj, zaradi česar se je izoblikoval stereotip, ki ga mnogi moški zagovarjajo, češ žensk ne moš razumeti, ali pa danes sem ga slišal, nekdo je rekel, sej itak pol, ko se poročiš, ti pa žena vse življenje pije kri. To je njegovo, ne vem, kaj je to prepričanje, ali kaj je to nekaj pobral, ali to mislo resno, ali ni mislo, ne vem. Ampak nekaj je že gotovo na tem, drugače tega ne vzim, kaj drugega je. Torej, ne gre samo za to, da so številni moški empirično prepričani, da ženski ne moreš dobro razumeti, ženske so preveč zakomplicirane, nekonsistentne, lahko počnejo ne vem koliko stvari hkrati, moški pa samo eno, in to je za nas čist preveč. To me preprosto ne zanima, ker mi gre na bruhanje ob tem. Mislim nekaj drugega. Mislim na to, da so pogosto, zaradi razlogov, o katerih ne bomo zdaj govorili, ker nimamo več časa, so pogosto, ne vedno, bolj odprte do te neskončnosti, o kateri govorim. Torej, nobene zveze z njihovimi geni, pa nobene zveze z njihovimi možgani. Zdaj, zakaj? O tem bomo še razpravljali. Zakaj je empirično pogosto tako? Ni vedno, je pa pogosto. To ne velja, da ne pomeni, da moški pa nikoli niso. Ne? Ampak izoblikovali so se neke razlike, zaradi katerih in moški verjamajo v svoje stereotipe, in seveda tudi ženske verjamajo vanje. Ali pa obratno. Zdaj, pika na i je pa tale. Recimo, samo recimo, to je zgolj hipoteza, sploh ne trdim, da je tako. Ampak zaradi, for the sake of the argument, je pa mislim to kar dobro, recimo, da je tale dama prostitutka. Lahko da je empirično, ali pa da si samo želi, ali pa da je to njena fantazma, ni pomembno. Samo recimo, da je, za trenutek. Ali bi pogled tega moža, ki je, kot smo že prej rekli, seveda tudi naš pogled, s katerim se zazre naravnost vanjo, pomenil seksualno ponudbo, ali pa seksualno vprašanje, češ, ali boš bila polkaj cajta, pa se dobiva, ali kaj takega. Bi. Zagotovo bi. Zakaj potem ta žalostni, nesrečni izraz na njenem obrazu? Onkraj vseh možnih odgovorov ponujam še enega. In s tem tudi svojevrsten začetek razmisleka o Freudovem vprašanju. Ne preprosto odgovor na njegovo vprašanje, ne. Začetek razmišljanja. Namreč, njen izraz na obrazu bi lahko pomenil žalost zaradi tega, ker jo je pripravljen ta moški skrčiti na to, kar imenujemo, ali pa se imenuje, ali pa so imenovali prostitutka, skratka, a bi se mi dodala dol. Njena žalost bi bila v tej perspektivi, samo v tem, sploh ne trdim, da tako je, v tej perspektivi bi pomenila, moški me kratko malo ne razumejo. Enostavno pojma nimajo, kaj jaz zastopam. Saj lahko, da ga tudi ona nima. Ampak vsaj ta minimalna razlika pa je možna. In trdim, da je celo zelo produktivna. Kajti, če razmišljamo o odnosu do drugega človeka in prek njega do neskončnosti, potem bi seveda naredili največjo katastrofalno napako, če bi takoj zatem rekli, jaz pa vem, kaj to je. Edini
odgovor, ki je sploh smiseln, ki je lahko produktiven, na vprašanje glede narave neskončnosti je, nimam pojma, ne vem. Obstaja pa strast, o kateri govori Freud. Ta strast do drugega človeka ni zgolj seksualno poželenje, lahko je, ni pa nujno. Ta strast, o kateri govori Freud, je strast do vednosti o neskončnem. Ali pa še bolj natančno, v luči tega, kar je zagovarjal Spinoza, je strast do vednosti o čemerkoli že, o sebi, o drugem človeku, o moškem, o ženski, o svetu, o Bogu, čemerkoli, je strast do vednosti v neskončnem. To je pa seveda daleč onkraj preprostih šolskih odgovorov na vprašanje, koliko je 3x3 ali pa kaj narediti, da bosta šla oven in bik ali kaj že skupaj, oziroma, če slučajno ne gresta skupaj, s kom bi bik šel, pa s kom bi oven šel, tako dalje. Hvala lepa, to je zelo.